Tako, zdaj pa lahko začnemo še zadnji del, se pravi še zadnjo razpravo študijskih dnevov Draga 2024. Mislim, da se je nekaj ljudi že prijavilo pri moderatorki Eriki Jazbar. Seveda velja, da če bi kdo med diskusijo še imel kako idejo, se lahko prijavi. Erika bo pozorno gledala in bo pač upoštevala želje poslušalcev. Tako, predam besedo spet Eriki Jazbar. Ja. Vabim še ostale, ki so zunaj, če mislijo se pridružiti tudi našemu drugemu delu razpravi. Če ne bi začeli že s prvim razpravljavcem, sicer zvestim spremljevalcem vsakoletne Drage, pater Edi Kovač, prosim, beseda je vaša. Prav lepa hvala za to prijazno povabilo, zlasti pa lahko govorim prvi, tako ne bo nevarnosti, da bi ponavljal vse ostale, če ravno imate drugi veliko več in še tehnejšega za povedati. Prva stvar, ki bi rad dejal, je ta, da imam občutek, da smo danes popoldne soustvarjali in nadaljevali skupni slovenski kulturni prostor. In tukaj gotovo smo počastili stoletnika rojstva, stoletnica Alojza Rebule, ker če kdo je on ustvarjal enoten slovenski kulturni prostor, saj vemo, da je prišel študirati Ljubljano in bil predhodnik naših študentov danes in potem se je zopet vrnil obogaten na Tržaško, poučeval in sam sem še kot dijak in kot študent bil priča tisti svežini, ki jo je prinesel iz Trsta od vas, Tržačanov, in občutek smo imeli, kako bi bil svet, kako bi bil slovenski svet, slovenska kultura osiromašena brez tržaških avtorjev. Ne navsezadnje, ker sem tudi teolog, moram povedati, da je Alojz Rebula prinašal svežo pokoncilsko krščanstvo, Ljubljano, brez kompleksov, manj vrednosti in za nas je predstavljal tisto mladost, tisto svežino in moram reči, da mu moja generacija veliko dolguje. Vem, da sem se začetek njegovega predavanja Krščanska avantura naučil na pamet, ki se začne prijatelj, ateist, ki mu ni bila prizanesena tragična milost intelektualnega obupa in tako naprej. Kaj hočem reči, iz Tržaške nam je prihajal ta svež veter. Zato še danes rad zavrtim nazaj dnevnik Slovencev v Italiji, ki se mi zdi vedno nekaj posrečenega, nekaj simpatičnega, ali po radiju poslušam tudi Sotoče ali te oddaje, ki govorijo o zamejskih Slovencih, se pravi ne samo Tržačanih, Goričanih, Kanalske doline, ampak tudi seveda v Korošcih in Porabcih. Lahko bi rekel zdaj tole, da sem vam hvaležen, kaj ste povedali, nekako sem se veliko naučil od vas. Lahko bi povedal tudi, da vedno, ko sem hodil po svetu, ali je bilo to v Parizu, ali je bilo to v Londonu, ker sem v teh krajih tudi bival, ne veste, kolikšno veselje je bilo srečati tudi argentinske Slovence, se spoprijateljiti z njimi in kakšen ponos, kakšna svežina, prebujanje erosa se v nas zbudila. Poglej jih, ti pridejo z veseljem, govorijo slovensko ali tudi, če imajo težavo, nič za to, se z veseljem počutijo Slovence, skoraj da bi pisal knjigo Lepo je biti Slovenec. No in v tem duhu bi nadaljeval v perspektivi, bi rekel, poglejte, Združena Evropa se je že začela v srednjem veku.
In to sta bile dve inštitucije in se mi zdi tudi danes nadaljujemo te dve inštitucije za to kulturno Evropo in prva inštitucija je bilo romanje. Seveda danes imamo turistična romanja, ampak se mi zdi, kako pomembna je ta izmenjava, ta romanje mladih, šolske izmenjave, kulturne izmenjave ali pa obiskovanje svetišč, teh kulturnih centrov. Kako bogato se lahko počutimo, če prepoznamo tudi svete kraje na Koroškem, Tržaškem in še kje. No in druga inštitucija pa je bila Srednjeveška univerza. Vzamemo Janeza Dunskota, rodil se na Škotskem, študira v Oxfordu, akademske naslove dobil v Parizu, končal pa v Kölnu. No in nekaj takega imam občutek, da vi tukaj, ki pošiljate, oziroma vi mladi, ki prihajate študirati, rekel, kar v Republiko Slovenijo, težko rečem matična, zame je tudi matična, Trst je nekaj matičnega zame je Koroška matična, ne vem, moramo najti drug izraz, oprostite, politični izraz republika, no, ampak tudi Italija je republika, tudi Avstrija, ne, ampak to je nekaj čudovitega. No in se mi zdi, v tem čutim jaz neko prebojenje, eros, naj mi bo dovoljeno, gospa dr. Ignacija Fredljac je tudi skromna, se ne upa hvaliti, ampak kot voditeljica Slovenske matice veliko knjig enostavno podarja lektoratom po knjižnicah zunaj Republike Slovenije, se pravi, in to je ta delež, ta eros, da tudi kaj žrtvujemo ali kaj darujemo. No, ampak kaj se mi zdi pomembno v teh znanstvenih pa univerzitetnih izmenjavah, a ne, poglejte, se mi zdi čudovito, da zahtevajo že za izredno profesuro v Sloveniji, da je kandidat 3 mesece zunaj Republike Slovenije. Ne? Tako je moj brat živel 3 mesece v Trstu. Kakorkoli že, se mi zdi čudovito, ustvarjamo ta enotni kulturni prostor. Sam imam to veselje, da delujem v različnih komisijah za esejistične nagrade in kako smo bili veseli, da smo imeli enkrat med sabo tudi Tržačane in tudi na Matici, ko smo bili v komisiji, če sem lahko nekoliko oseben, imeli smo mladega Lakanovca, ne, strukturalista, poststrukturalista, joj, to je bilo grozno poslušati, a ne, ampak jaz sem rekel, dragi kolega, moraš biti malo odprt. Poglej, tam kolega, ta naš prijatelj, prihaja z Tržaške univerze, on prinaša mediteransko svežino, tudi romanski svet. To, kaj on govori, ne smeš reči, da je neznanstveno. To je veliko globje, to je še humanistično. Ne smemo biti ljubljansko zaplankani. Torej, hvala lepa Trstu, hvala lepa Tržačanom. Hvala lepa, pater Edi Kovač. Sicer bi skromno spomnila, da tudi Gorica je pomembna, ne, tako, za naš lokal patriotizem. Dobro, šalo na stran. Drugi diskutant, ki se je prijavil, Ana Marija Gasser, prosim, iz Argentine oziroma iz Slovenije. Katero Slovenijo zastopaš, Ana Marija, boš povedala? Eno. Okay. Dobar dan. Medtem, ki ste se menili, mi je prišel misel, sem mi premišljevala, kako je bilo včasih. Jaz sploh nisem hodila na slovensko šolo, sem se kar učila doma, bolj malo, ker sem ta 6. med 8 otroci. In kako je to, ne morem razlagati, kako je to, da jaz čutim slovenstvo. Ne govorim perfektno, ker ne govorim še, po tolikih letih, sem že 15 let tukaj, se še trudim in veliko vedem. In sem premišljala, kakšna škoda smo zamujali to menjavo učencev,
ker v Argentini smo imeli vedno učenci, ki so prihajali za 2 tedna, 1 mesec v eno hišo, v eno družino, so bili z družino skupaj, so jedli skupaj, vsak dan živeli otroci skupaj in so se šolali. In sem premišljevala, če bi to lahko na kakšen način tukaj ustvarjali. Ampak ne samo za Slovenijo, naprimer v Argentini je veliko Italijanov, moji najboljši prijatelji so Italijani, zato ker jih imam kot najboljše prijatelje in morda bi bili lahko v Italijo bi lahko šli. In kako bi bilo to zanimivo, če bi se tako menjavali, ne? Za 1 teden, 2 tedna, 1 mesec, taki stari 16 let, 18 let, naprimer. In to čutenje imamo v genih noter. To so moji geni Slovenci. Tudi če jaz nočem, bom mislila kot Slovenc, ki imamo v geni. In je škoda to zamujati. Če bi to lahko naredili, meni se zdi, bi bilo zelo dobro za Slovenijo, pa za nas. Hvala. Hvala. Ana Marija Gasser. Marijana bi komentirala. Samo tako en kratek komentar, ja, to, kar predlagaš, Ana, bi bil en res lep način, da se poveča poznanje, kot je prej tudi omenila Ignacija, ne? Prvo je poznanje enih in drugih. Še zmeraj se srečavam tukaj tam v Sloveniji z ljudmi, ki vprašajo, kaj v Argentini so tudi Slovenci, ne? Sploh ne vedo, da je tam kakšna skupina Slovencev, kaj šele, da jih je več. Ali pa da kaj delujejo, da imajo dejavnosti kot skupnost. Dobro, in morda kakšna taka izmenjava v času srednje šole, v času študenti, zdaj se to morda malo več dogaja, vsako leto, ki mine, se morda pospešuje, se stopnjuje take izmenjave, ampak to v organizirani obliki bi bil en dober način, da se izpolni prva stopnja, ki je poznanje. Poznanje tukaj, da so tam Slovenci, in v obratno smer boljše poznanje potomcev Slovencev, domovine njihovih dedov. To bi bil odličen korak. Hvala, Marijana. Če ni drugih odzivov, bi povabila tretjo razpravljavko, profesorica Alenka Štoka, prosim. Ja, kot ste rekli, sem tretja, torej kot je pravilno napovedal dr. Kovač, verjetno se bom ponavljala. Nagovoril me je stavek o tem, kako vzpostavljati tudi povezanost Slovenci iz drugih držav, iz Slovenije. Logično rešitev se mi zdi edino preko osebnih odnosov prvič, torej če se jaz spomnim v stik s koroškimi Slovenci, sem prišla leta 1984, ko smo tam taborili, slovenski skavti. Z Argentinci sem prišla na začetku 90-ih let, ko smo začeli na Dragi mladih se spoznavati in je bil to nov svet zame. Ravno tako vidim pri svojih hčerki. Moja hčerka je v lanskem poletju taborila s slovenskimi skavti iz Slovenije v Sloveniji in je bila to nepozabna izkušnja, hodi nas v Stično recimo. S Slovenci se srečuje tudi na počitnicah v kempu, na Hrvaškem recimo letos. Majhen problem je, da je ona zanje Italijanka, seveda. In tukaj se mi zdi, da se odpira problem izobraževanja. Ker pač mlade osebe seveda nekako označujejo te po državi, če pa seveda v izobraževalnem sistemu, kot bi moralo tudi biti v Sloveniji, da je na programu slovenščine tudi spoznavanje manjšin oziroma slovenske skupnosti v drugih državah, verjetno bi ta misel morala nekako biti posredovana mladim, da ni vse, torej eno je državljanstvo, druga je narodnost. Saj potem seveda je res, pri nas se lahko nekdo, jaz tudi poučujem na Slovenski gimnaziji v Trstu, oziroma na Slovenskem liceju in seveda narodnostna podoba šole absolutno ni več taka, kot je bila v mojih mladih letih.
Zdaj v zvezi z izobraževanjem nekako bi rekla tudi to, ker pač poučujem, poznam vse tiste dijake nekako, ki so šli na študij v Slovenijo, ne, in jih je čedalje več. Ne, torej, veliko mojih dijakov je šlo v Slovenijo, ogromno jih je šlo na medicino, veliko jih je šlo študirati tudi, recimo pedagoški nekako poklic, no, tako v Koper kot v Ljubljano, in to je nekaj čudovitega. Ne, zastavlja se seveda problem, kot smo slišali, ne, včasih se skoraj kaj sam, da sem za hčerko priskrbela tudi slovensko državljanstvo, ker je skoraj lažje, če si tujec, ne, ampak ne dvomim, da bo za to prej ali slej, upam, Slovenija poskrbela, da se bo ta paradoks nekako rešil. Večji problem je, kaj bomo mi kot skupnost imeli nekako oziroma prejeli potem od teh naših mladih, ki so šli študirati v Slovenijo, če njihov študij tukaj ne bo priznan. Ne? Ker jaz bi si želela recimo slovenskega zdravnika na stara leta, ko si želiš mogoče slišati domačo besedo, mogoče si jo želim tudi že danes, ampak kaj bo, če ne bo sprejeto? Mislim, zastavlja se problem poučevanja na naših slovenskih šolah. Ne, primanjkujejo nam profesori slovenščine, drugih predmetov. In to mislim, da je tisti izziv, s katerim se mora zdaj slovenska država spopasti. Ne? Tisti izziv v bistvu, ne? Torej, da se ne bo to spremenilo v beg možganov, ampak da bo to pač obdobje, ko študiraš v svoji matični domovini, in potem lahko se lahko potem tudi svobodno vrneš v svoj domači kraj. Hvala lepa. Hvala. Alenka Štoka za ta poseg in za seveda te problematike, ki nam jih ni uspelo razviti med današnjo okroglo mizo, ker že tako smo bili dolgo, ampak je veliko teh tehničnih problemov, ki so zelo pomembni in ki katera bodočih vlad, v kateri boste ministrica za kulturo mogoče, jih bo reševala. Če ni drugih posegov na ta poseg, bi prešla k četrtemu razpravljavcu, dr. Insko. Čestitam še enkrat za nagrado, tudi z te strani. Hvala lepa, hvala lepa. Ja, Helena, ja. Jaz bi se tudi strinjal z vsemi razpravljavci, kar se tiče izmenjave študentov, ne? Ampak jaz bi se začel pri šolarjih ali pa pri poletnih tečajih. V Novem mestu so bile take možnosti, ko so slovenski starši v Novem mestu sprejeli koroške dijake ali pa šolarje, ne? In to so nepozabni vtisi. Je pa tudi ena druga stvar, slovenščina se blazno hitro razvija in mi deloma nimamo več besednega zaklada, ne? Ki ga imajo v Ljubljani ali pa v srednji Sloveniji. In če bi naši dijaki bili recimo 6 mesecev v eni gimnaziji, bi se tudi tega novega besednega zaklada naučili. Ne? To je pa seveda čisto funkcionalno. Pravzaprav moje vprašanje pa eno, kar se tiče zavesti in Ignacije, gospe Ignacije, ki je rekla, zavest ne moremo vsiliti. Ne? Jaz bi se s tem strinjal, ker bi to lahko privedlo do zelo nevarnih razvojev, tudi če nekaj vsiljuješ. Ne? Mi smo to imeli v Avstriji pred 80 leti. Ampak na drugi strani sem pa jaz spoznal recimo bivšega poljskega veleposlanika, ki je imel predavanje za katoliške slovenske pedagoge. In poljski veleposlanik je čisto navadno rekel, čisto samoumevno, ne, da gasilci se učijo o rodoljubju na Poljskem. V osnovnih šolah se učijo o tem, ne, da je to pri njih ne predmet, ampak da je to čisto povsod v vseh predmetih, je tudi zraven, ne, kaj je to poljsko rodoljublje. Potem, da znajo poljsko himno na pamet, pa take stvari. Jaz včasih gledam prenose v televiziji, ko vidim, da eni nogometaši pri nacionalni himni ne pojejo, ker besedila ne znajo, ne. Ampak otroci bi to morali znati. Ja. In seveda se strinjam s tem, da ne moreš vsiliti zavest, ampak ti lahko ponudiš nekaj drugega. In to sem pa tudi v Argentini videl, ne. Gospa Angelca je bila učiteljica 60 let, koliko, 62 let,
Ona je ponudila en drug model. Ona brezplačno uči 62 let in potem tudi slepi učenci vidijo, halo, ta pa ima neko zavest, ne? Dajmo pogledati čez Slovenijo, če so ostali tudi taki. To ponudbo, mislim, lahko država ponudi in bi jo morala ponuditi že v učbenikih in pri pouku. Hvala lepa. Hvala lepa za ta poseg. Vprašanje domoljubja je seveda veliko vprašanje, ampak država 30 let ima še čas, da nadgradi in izpopolni marsikaj, mogoče tudi s kakšnimi drugačnimi vladami. Dr. Helena Jaklič, beseda je vaša. Najprej bi se zahvalila vsem trem današnjim govornikom na tej popoldanski okrogli mizi, ker mislim, da ste dali res izjemno veliko tem, izhodišč tudi za naš premislek, tako v Matici, pa tudi v zamejstvu in Slovencem po svetu. Morda, ker je bila tudi ves čas ta preplet slovenske identitete in povezanosti z vzpostavitev samostojne slovenske države, morda kot zanimivost, kako pomembna pa vendar je bila vzpostavitev slovenske države za krepitev te zavesti, da smo povezani kot eno narodno telo oziroma za Slovence, da prihajajo iz slovenske države. Recimo v letu 1990 so bile v Združenih državah Amerike popis prebivalstva, kjer se je 125.000 ljudi opredelilo kot za Slovence oziroma da so potomci Slovencev. Z razglasitvijo slovenske samostojne države leta 2000, potem, ko je ponovno popis prebivalstva, se 50.000 ljudi več v Združenih državah Amerike opredeli za Slovence oziroma potomce Slovencev. Bi pa se navezala oziroma mi je bila všeč misel gospe Poznič, Marjane Poznič, ki je na vprašanje te skrbi za narodno identiteto, za slovensko identiteto izpostavlja na prvem mestu osebno odgovornost in pravzaprav odločitev vsakega posameznika. Zdi se mi, da je to prvo izhodišče družina oziroma posameznik in družina, kjer se goji ta ljubezen do lastne identitete, do tega, kdo sem, da sem Slovenc, da pripadam slovenski narodni skupnosti, da sem tudi njen potomec z vso njeno bogato dediščino, tisočletno pisano besedo. Ta misel mi je bila zelo všeč, potem pa temu lahko sledi in je prav, da sledi tudi vse institucionalne zavezanosti, skrb na tej institucionalni državni ravni matične domovine za to, da da podporo v lastnem narodu, v lastni državi, za krepitev te narodne slovenske identitete, ki je danes tako zelo hitro označena za nacionalizem, izključevanje, celo tako grobe besede slišimo, kot je še fašizem, ki ima še beseda, ki ima še posebno hud prizven, kadar je omenjena v primorskih krajih in tu v našem slovenskem zamejstvu v Italiji. Potem je pa tu seveda ta institucionalnost povezana z skrbjo s temi, kar se dogaja v slovenskem zamejstvu, v vseh 4 slovenskih sosednjih državah in pa seveda po svetu. Bi pa imela pravzaprav bom rekla najprej, pravzaprav za vse 3 eno vprašanje. Mogoče je to vprašanje še bolj pomembno za zamejsko skupnost in pa za zdomsko, izseljensko skupnost in sicer vprašanje jezika. Slovenci smo skozi vsa stoletja zelo ta skrb za slovenski jezik, kot je nekaj, kar nas je ločilo ali delalo drugačne od drugih. Ponosni smo na to pisano slovensko besedo, govorjeno slovensko besedo, na vse naše bogatstvo, žlahtnost naših dialektov, ki smo jih narečili, ki smo jih razvili skozi vsa stoletja. In pravzaprav bi lahko rekli, da je, ves čas govorimo o tem, da je jezik, slovenski jezik, temelj naše identitete, ker skozi naš jezik nam omogoča razumevati vso to tisočletno tradicijo, vso to bogatstvo, to, kdo smo in kaj delamo zdaj in kam želimo iti. Me pa zanima, ker smo pa vsi vemo, da jezik pa vendarle izgublja oziroma se znanje slovenskega jezika izgublja.
tako v zamejstvu, tako pa seveda še toliko lažje drugod po svetu. Kako in na čem vi pravzaprav vidite, kje graditi identiteto, ko jezik izginja oziroma ko jezik umanjka, ko ga pravzaprav več ni, oziroma kako pomemben je slovenski jezik za ohranjanje slovenske identitete v zamejstvu in po svetu, oziroma potem bi tu še prosila za dr. Ignacijo Fridl. Vemo, pri nas slovenski jezik, pač se ne povprašujemo o njem v Sloveniji, a ne. Gospod Insko je omenil, da je slovenščina se v Sloveniji zelo hitro razvija. Jaz bi to dodala, da ne samo razvija, ampak tudi zelo, njena kvaliteta zelo pada, še posebej zato občudujem pogosto Slovence, ki prihajajo iz slovenskega zamejstva. Ravno pred nekaj tedni, ko smo imeli slovesnost ob 100-letnici rojstva Alojza Rebule in smo v Šempolaju, njegovi rojstni vasi, in so tam posamezniki spregovorili, slovenski kulturniki, tu so kulturni delavci, ki so ga poznali in so pripovedovali o njem, in sem občudovala njihovo slovenščino. Zdela se mi je tako žlahtna slovenščina, ki jo mi pravzaprav v matični domovini, bolj ko gremo v njen center, pozabljamo oziroma jo okrnjujemo z različnimi tujkami in pa tudi sicer psovkami in podobnim. Tako da res vprašanje jezika kot temelja identitete. Hvala. Hvala lepa, dr. Helena Jaklič, za ta poseg in pa tudi zaključno vprašanje. Mogoče bi začeli dr. Jagodic, bi odgovorili vi na vprašanje jezika, s katerim se ukvarjate in ukvarjamo. Precej intenzivno, ja, tudi na inštitutu. Ja, jaz bi rekel, da je tu na naselitvenem območju Slovencev v Italiji jezik res najbolj razpoznaven, najbolj otipljiv znak slovenske identitete, zato jaz ga jemljem kot ključnega pomena, tudi kot nekako prenosnik narodnostne identitete. Seveda obstajajo tudi primeri, in to smo jih v sami naši raziskavi zasledili, tudi ljudi, ki recimo ohranjajo neko čut, neko narodnostno pripadnost, neko navezanost svojemu vaškemu ali tudi širšemu slovenskemu okolju, tudi če jezika ne poznajo, ampak dejansko je jezik tisti nosilec, ki ti nekako omogoča, da si povsem vključen tudi v svojo narodnostno skupnost. Mi se tega absolutno zavedamo se vseh težav, ki jih ima slovenski jezik v Italiji in naša skupnost govorcev z vidika postopnega upada sporazumevalne zmožnosti, znanja jezika, pomanjkanja priložnosti za rabo jezika v tem našem okolju, glede na to, da se nahajamo v bistvu v družbi, ki je, ja, res večkulturna, ampak v glavnem jezikovno precej italijansko homogena. Kot veste, ko se sprehajate po cesti, predvsem mislim na tržaško in goriško urbano okolje, je teh priložnosti za rabo slovenščine zelo malo. Dejansko te imamo predvsem v naših šolah, v naših slovenskih organizacijah, veliko si prizadevamo tudi za to, da gradimo mostove, seveda Slovenijo, zlasti s primorskim prostorom, da širimo nekako paleto priložnosti tudi za rabo slovenščine. Na inštitutu se tega problema izredno zavedamo, zato smo se leta 2019, se pravi 5 let nazaj, odločili za vzpostavitev neke strokovne skupine, ki se sistematično ukvarja z uveljavitvijo slovenščine v tem okolju, to preko različnih dejavnosti na ravni izobraževanja, priprave učnega gradiva, na ravni jezikovnega svetovanja. Vzpostavili smo brezplačno službo za lektoriranje krajših besedil za javnost. Ne vem, če ste kdaj zasledili nov glas, ki redno objavljamo v Primorskem dnevniku. Moram reči, da je v vseh teh letih tudi precej zaživela. Lahko bi še več, seveda, in to so tudi naša upanja in prizadevanja, kajti zdi se mi, da je to pač izredno pomembno. To smo se lotili samostojno, samoiniciativno, brez kakih večjih podpor. Jaz mislim, da bi večje rezultate dosegli, če bi bila ta podpora nekako širša v konkretnem pomenu besede.
Na predlanski deželni konferenci o varstvu slovenske manjšine smo nekako na predlog dežel oblikovali tudi nek bolj ambiciozen program jezikovne politike, ki naj bi se uveljavil recimo znotraj deželne infrastrukture in ki bi nekako omogočil, da bi slovenščina uživala večjo tudi institucionalno podporo. Žal tisti lep načrt je zaenkrat ostal v predalu. Mislim pa, da je nekako njegov pomen in njegova potreba še povsem aktualna. Skratka, ja, se strinjam, morali bi enostavno strniti vrste, da bi dvignili raven slovenščine na tak način, da ne bi niti več povzročala tudi morebitnih težav v čezmejnem sporazumevanju, ker včasih se dogajajo tudi taki primeri, da v bistvu zlasti naši mladi ljudje nimajo dovolj jezikovnega znanja, da včasih sploh naročijo nek sendvič čez mejo, se že poraja določena težava zaradi številnih izposojenk, interferenc z italijanščine. Skratka, velik problem, ki bi zahteval veliko pozornost. Hvala, dr. Jagodic. V Zdomcu seveda je vprašanje jezika tudi ključno, pomembno, z njim se vsakodnevno ukvarjate in se tudi vsakodnevno trudite. Dr. Pozničeva, kako bi vi na to vprašanje odgovorila? Prav, ja. Slovenščina je nedvomno prvi znak pripadnosti slovenskemu narodu. In ne vem, če se Slovenec tega sam zaveda, recimo naš drugi jezik ali prvi je španščina, ampak španščina je last večjih narodov, ne samo argentinskega. Medtem ko slovenščina je ekskluzivna za Slovence. Edini narod, ki govori slovensko na tem svetu, je slovenski, teh 2 milijona Slovencev in ostali, ki so razpršeni okoli po svetu. Ne delimo jo z nikomer drugim. Torej, zato je tako pomembna kot znak pripadnosti slovenstvu. Zdaj, realnost naša je, da znanje slovenščine upada. Se vsak od vas lahko opazi, da recimo moj besedni zaklad ne bo isti kot besedni zaklad tukaj dr. Ignacije, ki živi in dela v Sloveniji. Jaz sem hodila sicer v naše sobotne slovenske šole, ampak moj študij poteka v argentinskih šolah, na univerzi, študirala sem na argentinski univerzi, delam v argentinskem okolju. Torej, smo veliko bolj omejeni, koliko boljše to velja za naslednje generacije. V Argentini se že od začetka emigracije, ena od prvih dejavnosti, ki jo je skupnost vzpostavila, je bilo učenje slovenščine za otroke. Naše slovenske šole bodo zdaj prve že izpolnile 75 let, torej še niso, komaj so dal stopili z ladje, so že začeli te šole organizirati, prej kot društva, prej kot domovi. Prve so bile šole. Zdaj, te šole so delovale na predpostavki, da otroci doma govorijo slovensko in da se potem ob sobotah nekako to izpopolnjuje, dopolnjuje z drugim znanjem. To je morda veliko časa veljalo, ta predpostavka je bila korektna, ampak potem mislim, da se je nekje zgodilo, da je ta predpostavka, da otroci že doma znajo in govorijo slovensko, postala bolj pobožna želja kot realnost. Da so otroci prihajali v te šole z zelo malo znanja slovenščine, da se doma ni veliko govorilo slovensko in torej je tudi učinek tega, kar se lahko naučijo v sobotni slovenski šoli, je zelo majhen. Predvsem nam pa manjka kompetentnih učiteljev slovenščine. To se pravi, mi eden drugega poučujemo slovensko in nimamo ne znanja, ne pedagogike, sploh pa ne zadostnega znanja slovenščine. To upada. Ampak kaj se dogaja? Nismo še našli alternative, ki bi nam služila, da razložimo svoje slovenstvo brez slovenščine. Ni nam jasno, kako biti Slovenec brez slovenščine. In o tem bi skoraj rekla, da že dolgo ne debatiramo. Da smo morda razmišljali o tem, neka generacija pred nami, pred 20, 30, 40 leti je bilo to zelo aktualno. Danes pa ne iščemo novih konkretnih rešitev, kako biti naprej Slovenec, če ne znaš slovensko. Ja, seveda, vsak ima pravico, da se čuti Slovenca, lahko je tudi slovenski državljan, če izpolnjuje pogoje za to,
Ampak to še ne pomeni, da ima res kakšno konkretno orodje. Sam se lahko čuti Slovenca, ampak ga slovenski narod tudi čuti za Slovenca, sprejema kot Slovenca, če ne zna slovensko, če ne pozna česa drugega. To je en trd oreh, en velik izziv, ki ga imamo in na katerega res žal še nimamo enega pozitivnega in učinkovitega odgovora. Ker namen je vključiti, če sem jaz potomec Slovencev, res imam neko pravico, da me slovenski narod šteje za svojega. Če me niso naučili slovensko, nekako ni moja krivda, morda je več generacij tega, ne more samo to biti ta razlog, da me izključijo in potem nimam več pravice biti Slovenec. Treba je najti nekaj drugega. Če ne drugega, zato ker slovenski narod je majhen narod, zakaj bi izključeval svoje potomce iz sami sebe? Treba jih je vključiti na kak način. Zdaj, tista slovenščina, so lektorati slovenščine, so razni tečaji, boljši ali slabši. Ampak slovenščina, ki je za narod pomembna, da se ohranja zavest slovenstva, je tista, ki se govori v domačem krogu. Če jaz hodim na neko akademijo, na nek tečaj slovenščine, tega ne bom svojih otrok naučil naprej, ne dobro, ne slabo, ne bom, bo tam končalo pri meni in to za narod nima Bog ve kakšne pomembnosti, ker se ne more projektirati v bodočnost. Ampak je pa spet težko upati, da kar naenkrat ljudje, ki doma ne govorijo slovensko ali pa otrok ne govorijo slovensko, da bodo to začeli kar naenkrat delati. Pa spet težko in tako se lahko vrtimo v tem začaranem krogu in ne najdemo izhoda. To rešitev je treba nekako najti. Torej, žal nimam odgovora, imam še več vprašanj. Hvala, dr. Pozničeva. Še vprašanje slovenskega jezika je seveda ključno tudi v matičnem narodu. Jezik se razvija, mogoče tudi prehitro razvija, preveč tujk vnaša. Jezik je lahko sporazumalno sredstvo, je lahko vrednota. Kako je s tem odnosom do jezika v matičnem prostoru? Ja, jaz bi se iskreno zahvalila dr. Heleni Jaklič za to njeno intervencijo, še zlasti zato, ker se mi zdi, da je še bolj slikovito, še z bolj radikalnimi izrazi pokazala, kako na eni strani nikogar ni sram in seveda tudi politiki absolutno podpirajo identifikacijo s slovenstvom na področju športa. Vsi se slikajo ob zastavah, pojejo himne in podobno. Medtem, v trenutku, ko prestopimo na področje kulture, znanosti in podobnega, nam je tako rekoč v slogu te cancel culture, o kateri, torej izključevalne kulture, ki cancela, če grdej kalkema uporabim, seveda nam je v trenutku odvzeta pravica, da bi enako čutili ob zapisani slovenski besedi, ob razmišljanju o slovenskem narodu in tako dalje. In seveda se je zato treba tako izrazito ponovno in ponovno in ponovno spraševati, v čigavem interesu se to dogaja in kaj je seveda temu vzrok. Kar pa zadeva seveda zdaj sam jezik, sem ob teh izvajanjih kolegov prišla tudi do ideje, drži, da seveda v družinskem krogu je tisti jezik, ki ga živimo, ki ga dihamo, ki ga čutimo, ki ga doživljamo, skozi katerega čutimo bolečino, radost in seveda nesrečo. Vendarle pa po drugi strani se mi zdi, da vse premalo izkoristimo digitalne medije. Ne nazadnje je danes slovenščina dostopna na spletu, lahko v tisoče in tisoče kilometre oddaljenih krajih. In tu je seveda ena izrazita možnost, ki bi jo lahko morali rešiti na naših ministrstvih, da se vzpostavi recimo serija ali igrivih oddaj, igric, kvizov, načinov, s katerimi bi lahko mladim tudi poskušali približati slovenski jezik in ta prvi vstop. In tistim staršem, ki seveda tako kot vsi nimajo časa, omogočili, da kdaj otrok to sprejema tudi sam. Ne nazadnje, če pogledamo vsi, ki
Kako se danes mladi učijo angleščine, ne? Izrazito preko filmov, preko televizije in drugih digitalnih medijev. In tu je absolutno možnost, da slovenska država in seveda pristojna ministrstva naredijo veliko več in bi s tem tudi pomagala na nek način narediti slovenščino všečno čim širšemu krogu. Ne nazadnje tudi tujcem in podobnim, ki se bi jim zdela dvojina eksotičen način učenja in spoznavanja drugačnosti jezikov. Tako da gotovo pa drži to, da nikakor ne moremo ubežati dejstvu, da je, kot je rekel Ludwig Wittgenstein, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Dejansko toliko, kot se znam izraziti, toliko bom lahko razmišljal in toliko bom seveda lahko skladno s svojimi mislimi tudi deloval v svetu in zato nikoli ne bomo mogli ubežati pri spraševanju o slovenstvu in identifikaciji in identiteti. Biti Slovenec ne bomo mogli nikoli izključiti tudi tega znanja in vedenja o slovenskem jeziku. Tako da je ne nazadnje pač prva naloga naša morda, da to krepimo na tem področju. Hvala lepa tudi za ta poseg. Sedaj pred naslednjim razpravljavcem bi rada najprej pozdravila doktorja Devana Jagodica, ki ima drugo zadolžitev in nas zapušča. Hvala. Imam tehten razlog. Tehten razlog. Mama ima danes 80 let, pa moram nujno na večerjo. Dobro. Čestitke mami tudi z naše strani. Hvala, da ste obogatili našo okroglo mizo z znanjem, z analizami, s predlogi in tudi s spodbudami in da ste predstavljali to drugo Slovenijo, torej naše zamejstvo. Hvala, Dejan. In kdaj drugič spet o jeziku in tematikah, s katerimi se ukvarjamo in se bomo še gotovo ukvarjali vrsto let. Sedaj naslednji razpravljalec je Marko Gasser, prosim, beseda je vaša. Pozdravljeni, hvala za priložnost. Jaz sem tudi argentinski Slovenec, ki se je vrnil v Slovenijo. O tem bomo še malo kasneje, ampak prvo bi rad navezal samo besedo na to vprašanje, kako naprej, ko ni več jezika, slovenskega jezika, si še Slovenec, nisi več Slovenec. Prijateljica Marjana je zelo dobro povedala, da v Argentini obstaja več slovenskih skupin ali ljudi, ki se zbirajo pod slovensko narodno identiteto. Povojna emigracija je bila zadnja, ampak so bile še v začetku 20. stoletja, še v 19. stoletju, kot je ona rekla, ki so šele zdaj prišle do definicij in zdaj obhajajo 30-letnico, ampak ti ljudje, naprimer v Las Breñas, Čako, prejšnji teden so imeli 30-letnico, ampak to so ljudje, ki so že 6., 8. generacija potomcev Slovencev in jezika nimajo, kar je čisto po sebi precej jasno. In jaz tudi vidim, če hočemo čisto pragmatično povedano, jaz nisem akademik, jaz sem inženir in se z jezikoslovjem ne ukvarjam, ampak lahko vam povem, da vidim prihodnost argentinske skupine v clevelandski narodni skupini. Imam tam sorodnike, imam bratrance, sestrične, stric mi je pred kratkom umrl, ki so že seveda poročeni in imajo tudi kakšni poročeni Slovenkam ali Slovenko, drugi že poročeni z Američani, imajo že svoje skoraj polnoletne otroke in oni ne govorijo slovensko. Ampak zakaj se vse čutijo slovenske? Kateri so tisti dejavniki, ki jim še pomagajo, da začutijo slovensko? Vam lahko naštejem samo par idej, ki bi bile zanimivo, da bi se tudi lahko vključile v kakšno drugo debato. Prvič, neverjetno je kulinarika. In neverjetno, kako v Clevelandu ne obstaja skoraj nobena slovenska institucija več, slovenska restauracija je pa še. In lahko greste tja in jeste ajmoht in golaž in danes, to se pravi dobro, 2 leti nazaj, ko sem zadnjikrat tam bil. In
Ne veste, s kakšno, kako bi rekel, pristnostjo sprašujejo ljudje tam v Argentini, ki so že 6., 8. generacija, če jih lahko kdo nauči, kako speči potico. Ker imajo spomin, da je babica pekla potico, ko so bili majhni. Torej, to je ena zadeva. Druga zadeva, ko opažam, da je povsod prisotna v Avstraliji, v Ameriki, tudi v Argentini, seveda je folklora, slovenska folklora, slovenski plesi. To je tudi, mislim, da važno, da se da malo mogoče več, ne vem, zagona to, da bi se učili slovenski folklorni plesi, da bi bilo več izmenjave, da bi lahko to pripomoglo tudi tistim, ki že ne znajo več slovensko. Ampak radi slovensko plešejo. Kar se mi zdaj, jaz nisem plesalec, meni se zdi čudno, ampak se res dogaja. Zadnje, kar bi rad povedal, je pa sledeče v tem smislu, ker mogoče najvažnejše zame sem pustil za konec. Sinovi in hčerke mojih bratrancev ne znajo slovensko, to je te v Clevelandu, znajo pa zapeti Mal čez jezero. In ne razumejo besedile. Še jaz komaj razumem besedile. To je tako narečje, ki ni moje narečje. Težko se moraš prav pomisliti, kaj pomenijo kakšne besede. Ampak oni znajo zapeti in mogoče bolj pravilno kot jaz so se naučili, spet, ker jih je naučila babica, ker jih ne vem. Ampak slovenska pesem, v tem smislu mislim, da je tudi tisti glavni dejavnik, ki ohranja jezik, ampak tudi ga lahko v takem primeru nadomešča ali mogoče bi rekel nasledi. Ker nočem reči, da jezik ni glavni, jezik je glavno, ampak ker jezika ni več, so pa še druge možnosti, ki jih lahko s pridom uporabljamo. Moj stari oče, dr. Julij Saveli, je bil 50 let v Argentini, on je, ko bi rekel, kulturni delavnik, ampak najbolj splošno znan in tudi on je pravil, da je njegovo življenjsko delo bil slovenski pevski zbor Galus. On ga je ustanovil, ga je dirigiral 35 let, ga je prepustil moji mami in ta pevski zbor Galus je bil nekoč definiran zame zelo posrečeno kot slovenska pojoča ambasada. In mislim, da je to pač ta glavna ideja. Zastopali so, mislim, da glavno vodilo njegovega udejstvovanja v Argentini ni bilo to, hočem reči, umetniško, čeprav je bil zbor na najvišji kvaliteti, na najboljših v Argentini, ampak je bilo to, da je ponesel slovensko pesem, v svet. Pesem, ne besedo, ne jezik, ampak slovensko pesem. In mislim, da je to tudi na vse zadnje nekaj, kar je vredno imeti v mislih, kar se sprašujemo, kako naprej, kadar jezika ne bo več. Pesem bo mogoče več časa obstala. In v začetku sem rekel, da moram razložiti, zakaj sem se vrnil v Slovenijo. Kaj je Marjana govorila o tem, če smo se preselili ali smo vračali. Jaz sem že 15 let živim tukaj za Slovenijo, sem se preselil za stalno, ne nameravam se vrniti v Argentino. In če me tako na prvo žogo vprašate, ali si se preselil, ali si se vrnil, jaz sem se vrnil. V tem ne zastopam, to je samo moje čisto osebno prepričanje, bi rekel, ne zastopam večino argentinskih Slovencev, ki so se preselili v Slovenijo. Ampak moje osebno prepričanje je pač tako, imamo to čisto osebna izkušnja, ko smo prišli iz Argentine v Slovenijo 15 let nazaj, so nas ljudje, takih, ki jih spoznaš, ne bi rekel znanci, ampak novi znanci, so nam pravili, kako lepo, da ste se vrnili v Slovenijo. In moje prvo nagon, ali bi rekel, prvi 2 leti sem skušal to nekako popraviti, da se pravi v tem smislu, kot je Marjana to razlagala, da se nisem vrnil, sem pač bil rojen v Argentini, v Sloveniji še nikoli nisem bil, razen v počitnicah gotov, in potem sem se pač preselil. Ampak nekako
ko sem na tole 10krat, 20krat to povedal, sem se pa sam sebi zazdelo, da delam narobe. Se pravi, kdo sem jaz, da bi šel popravljati tistega, ki mi pravi, da sem se vrnil v Slovenijo. Zdaj to vzamem kot pohvalo. In pač, če te pohvalijo, ti pohvalijo sprejmeš. In to je to, ne. Se pravi, ponižno sprejmem, nisem kdo, da bi kaj oporekal tej pohvali. To je zame pohvala, je pa tudi priznanje našim prednikom, priznanje doktorju Savelju, priznanje mojim očetom, materi, vsem tem, ki so vsa ta leta gradili to slovensko skupnost v Argentini. Da danes stojim tukaj pred vami, govorim slovensko, čeprav nekam smešno slovenščino, pa pač tako je, in da nisem Argentinc s slovenskim potnim listom. Se čutim Slovenca in čutim, da sem se vrnil v Slovenijo. Hvala. Hvala vam za te lepe in srčne besede, pa tudi za predloge, ki ste jih izpostavili. Nenazadnje, veliko teh Slovencev, ki šibko ali tudi ne govorijo slovenski jezik, so po svetu odigrali tudi eno pomembno vlogo, ko se je šlo za demokratizacijo in za priznanje Republike Slovenije, tako da pozornost do njih je seveda zelo na mestu. Sedaj drugih razpravljavcev jaz na seznamu nimam, ne vem, če sem koga spregledal. Prosim, ne? Doktor Andrej Fink, prosim. Nisem na listi. Dobro, ne, seveda, to smo Mediteran, nismo v Nemčiji. Ne? Na kratko, dvoje, troje opazovanj. Prvič se želim zahvaliti gospe Fridel Jarčevi zaradi erosa, ker se mi zdi, da je to jedro vsega. To je ljubezen, no, bomo rekli lepo, malo bolj po naše. Zdaj, govoriti o ljubezni, joj, samo še tega se nam je manjkalo, kaj ne? Daj no, boš te neumnosti tlele, a ne da. Ja, dragi, mislim, da pozabljamo na to, kaj je ljubezen. Ljubezen mislijo ljudje, ja, no, nekaj medu, nekaj sladkobe, romantika, pa to, ja, to je krasna stvar. Ja, no, ampak dobro, je že v redu, no, pa premo pa v realno življenje. Ni realnega življenja brez ljubezni. In jaz vedno poudarjam, da ima ljubezen veliko več jekla in kremena, kot pa medu, sladkobe, romantike in podobnih stvari. Kajti brez jekla in kremena ni nobene ljubezni. Vsi tisti, ki so naredili največje žrtve, od, ne vem, mučencev pa junakov, takih in drugačnih, sej niso zaradi drugega delali, kot zaradi ljubezni do nečesa. Domovine, vere, ne vem. Skratka, jeklo in kremen, to je ljubezen in to je zdaj tisto, mislim, kar je jedro in zato se zahvaljujem gospej, da je to postavila na mizo. To je ena. Druga, no, glede Slovencev po svetu, dostikrat sem rekel in sem pa tje ponavljam in to, kadar moram, recimo, kaj je največ, kar lahko Slovenija naredi do Slovencev po svetu? Najprej in največ, kar lahko naredi, v zvezi z ljubeznijo, najprej, da nam, vam, pa njim, no, jaz sem zdaj že 7 let tukaj, ne, ampak najprej in največ je to, da jim pove, da jim skoraj takole po obrazu pomaže dejstvo, radi vas imamo. Zakaj? Ja, zato, ker nas niso imeli radi, pa ne tukaj, le prijatelji, ampak vsi vemo, kako je bilo leta 1945 in kaj je bilo potem, ko smo bili, beseda stigmatizacija je zelo lepa, fina, elegantna, uporabil jo je gospod predsednik Borut Pahor, ko je bil med nami. Jaz sem bil takrat še ta zadnje leto tam in sem bil tudi med tistimi, ki smo ga pozdravljali in nagovarjali, ne?
In on je rekel, ja, res ste bili stigmatizirani, ko sem ga prosil, naj on, kot prvi predsednik Republike Slovenije, ki je prišel med nas in zaigral nekaj svojega, kako bi rekel, počutja, glede na kakšne druge ljudi tukaj, ne, da ko so mu navrgli in zaradi njih je bil deležen marsikaterih grdobi, ne. On je rekel, sem mu rekel, dajte, proval sem poskrbeti, zastavite svoj vpliv, da bomo Slovenci po svetu od danes naprej drugače obravnavani, kot pa smo bili do zdaj. Lepo prosim. Ne? In on je potem nekako tako hotel to in to. A ne ve. Končno, pa tretja in ne moram biti zdaj predolg, tudi v zvezi s tem. Dostikrat se sprašujem in zdaj, ko smo se pogovarjali, ko ste izražali svoje mnenja, pa vse to, se velikokrat vprašam, ja, kaj pa Slovenci sploh smo? Kdo smo? Odkot prihajamo? Ali sploh, včasih opazujem, kot da mnogi ljudje tukaj doma v Sloveniji sploh ne vedo, kaj je to biti Slovenec. No, veste, včasih smo bili Avstrijci, pa kaj pol, pol smo bili Jugoslovani, pa cel Jadran, ki je bil naš, ne, seveda, pa še zdaj slišim, potem je prišla una Jugoslavija, Titova, komunistična, ne, pa spet, ne, in ja, pa je bila 20 milijonov nas je, ja, seveda, veš, kako je to fajn, ne, zdaj nas je pa 2 milijončka, to ni pa vse skupaj, ne. Skratka, kdo smo, kaj smo? Namreč danes o ustoličenju koroških vojvod ne vem, če kdo govori. Jaz zelo malo slišim tega. Jaz to ponavljam, kadar moram. Potem se pa zgodovinarji prekljajo, po domače rečeno, koliko je bilo to, če je bilo več, če je bilo manj. Lahko gremo do Enea Silvia Piccolominija, poznejšega papeža Pija II., ki je prvi naredil te zapiske. Za njim je potem povzel to Baudin, francoski politolog, za njim je povzel Jefferson in Jefferson je to vzel in potem vklopil, bom rekel, v Ustavo Združenih narodov, Združenih držav Amerike. Zdaj, skratka, o ustoličenju komaj kaj. Še o Brižinskih spomenikih danes ne slišim nič govoriti v slovenskem javnem prostoru, pa so bili veliko pozneje. O Trubarju, ja, ampak samo zato, ker je bil protestant, pa zato, ker je katoliški cerkvi zadal en udarc. Samo zato imamo mi dan reformacije, pa zato o Trubarju, ne pa zaradi prve slovenske knjige. Skratka, vse to in potem, pa da ne govorimo o Prešernu komaj, ne, o Prešernu komaj. Potem, da ne govorim, o drugi polovici 19. stoletja, pa o prebojenju, pa komaj če kdo kaj reče, pa upam, da nisem preveč krivičen, lahko se motim, popravite me. Pa bom zelo vesel, če me boste popravili in se motim. Ampak, cela druga polovica 19. stoletja, ki je bila briljanta, Čebelce, Tabori in vse tako, pa do prve svetovne vojne in vse te stvari. Sveda, pol smo prišli v Jugoslavijo, smo postali Jugoslovani, pol smo spet Jugoslovani, pol tisti takrat se je šele pojavil pojem zamejskosti, se ni bilo nobenega zamejstva prej. Pol je bila pa meja Gorna Avstrija, pa Italija, zdaj pride pa problem in zdaj govorimo o zamejstvu, ko prej zamejstva sploh ni bilo, pa smo bili Slovenci gor do Gradca, pa gledam atlas, zgodovinski atlas Slovenije, pa je noter slika, kako je slovensko ozemlje bilo včasih 2-krat večje. Zdaj, lahko se spet zgodovinarji prekljajo, če je to malo bolj res, malo manj res, ampak verjetno bo nekaj tega držalo. Pa podobno in podobno. Skratka, ko rečem, kdo smo, kaj smo, odkje prihajamo in potem takem tudi, kaj danes smo. Tle smo pa spet pri ljubezni, pa če sploh kaj cenimo svojo preteklost, pa svoje bistvo, esenco, potem moramo temu kaj več važnosti dati. Naj končam, predolg sem bil. Hvala lepa.
Hvala lepa, dr. Andrej Fink. Če lahko nekaj dodam, Helena, ne vem, če dovoliš, ko je bila Helena ministrica, me je vprašala, kaj bi lahko Slovenija naredila za Slovence, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, več od tega, kar dela. In jaz sem ji odgovorila, morala bi biti uspešna. Če je uspešna oziroma, ker, kot ste rekli, dr. Fridlova, veliko mladih tudi reče, da zapušča Slovenijo, ker tam je vse nekaj se krega, je razdvojeno, je toksično okolje in tako dalje. Tako da je ne samo ljubezen, da ima rada te Slovence, ki živijo zunaj meja, ampak tudi, da kaže eno lepo podobo sebe. Prosim. Ja, hvala za besedo. Ravno to sem želela reči. Morda tudi zato matica ne zna in ne zmore prav pogosto reči, radi vas imamo, ker se mora tudi sama naučiti imeti rada sebe kot Slovence. Naj kot absurd povem samo primer, ki mi je zdaj kot profesorju na tej fakulteti ob intervenciji profesorja dr. Finka prišla na pamet, je, da je Fakulteta za slovenske in mednarodne študije edina fakulteta, ki ima program študija slovenoslovja, na kateri lahko celostno spoznamo Slovenijo, slovensko kulturo, znanost, politiko, njeno osamosvojitev, okoljske probleme. Skratka, podobno kot obstajajo študiji japanologije, pa avstralski študiji, ampak s to razliko, da država Slovenija, japonske in vse druge študije, tudi avstralske, finančno podpira. Fakulteta za slovenske študije in program slovenoslovja pa državne podpore nima in ga morate plačati. Toliko o tem, kako radi se imamo. Hvala lepa. Še razpravljalec iz Berlina, Boštjan. Boštjan, drži? Rad bi se zahvalil vsem trem predavateljem in povezovalki za čudovito temo naše troedinosti. 3 Slovenije, in to kot jezikoslovec bi se rad zahvalil predvsem za to jezikoslovno komponento. Ali je jezik meja? To ste tako lepo obdelovali. Meja, ja, ampak hkrati meja tudi v etimološkem smislu, kar je pa medium. To je ista beseda, se pravi sredstvo. Meja v slovanskih jezikov iz medija je torej medium, v nemščini mite, tisto, kar je na sredi, sredstvo. In to sredstvo nas ne omejuje, ampak bogati. Tako samo taka majhna iskrica. Žal sem danes pozabil na jezik, zato se nisem mogel udeležiti predavanj, za kar mi je zelo hudo. Namenil sem se namreč prispeti peš, kar sem tudi realiziral, vendar pa sem pozabil, da cirkolacione v italijanščini pravzaprav pomeni vrtenje v krogu. In to sem dejansko počel. Tukaj je bila pred leti ena cesta, po kateri se je dalo čez Bonifikov Trst in potem lepo ob morju in noter v mesto in potem gor na občine. In jaz sem danes spalil in te ceste nisem znašel in sem se 3-krat zgubil. In čeprav sem krenil na pot ob 4 zjutraj, sem prispel malo prejle. Tako da se žal nisem udeležil, ampak se zahvaljujem za čudovito tematiko vsem iskreno in se hkrati veselim zbornika. Najlepša hvala, pa prosim naprej tako. Hvala lepa. Vedno tako, ko smo včeraj govorili o energiji, da imam vedno eno žrtev nekoga, ki me pelje. To je zelo lepo, ampak ljudje se potem odpovedujejo svojim službam, svojim otrokom, celo da mene sem pripeljejo in sem rekel, enkrat bom peš prišel. To se da, ampak takole, ne, se upravičujem. Časovno ne znese. Ja. Okay. Hvala lepa. Še zadnji razpravljalec, potem imam nalogo, da zaključim. Ivo Jevnikar, prosim. Ker ponavljam, da nisem suverena jaz. Ne? Se podredim.
Ja, se zahvaljujem za besedo in za potrpljenje, da podaljšujem ta popoldan, tako izredno aktualen in pomemben za nas. No, za tiste, ki se borijo proti oznaki zamejci, treba povedati, da se je tako podpisoval v Ljubljanskem zvonu Ivan Trinko, očak beneških Slovencev, ko smo vsi Slovenci živeli pod Avstrijo in deloma pod Madžarsko, on pa z beneškimi Slovenci in Rezjani v Italiji. On se je podpisoval zamejski, torej to ni ena izmišljotina kasnejša. No, glede slovenstva brez jezika, za nas je to težavno, tukaj je recimo med Slovenci v Trstu v Italiji, do nedavna je veljalo, da kdor ne govori slovensko, ni pripadnik manjšine in pika. Danes se je že to spremenilo in mislim, da nimamo nobenega ne smisla, ne veselja, da bi odpisovali tiste, ki želijo biti člani naše skupnosti in nam pomagati. Ampak, kot je bilo že rečeno, v Združenih državah, Clevelandu konkretno, so Slovenci, ki ne govorijo slovensko, to je tretja, četrta generacija, ne samo kulinarika, ne samo folklor, ampak recimo slovenske župnije jih držijo skupaj, tam so upisani v slovensko župnijo in zahajajo tja tudi otroci in vnuki in tako dalje. In potem bratske organizacije, Slovenska pristava, kjer je pač prosti čas preživljajo skupaj, ne glede na jezik. In ker sem omenil župnije, danes se tega nismo dotaknili, ampak ko Slovenija še ni imela razpredene diplomatske mreže, ko ni imela lektoratov po svetu, je imela izseljenske duhovnike po vsem svetu. In to je bilo in je izreden moment združevanja Slovencev po Evropi, po Ameriki, po Avstraliji in tako dalje. In opažamo z veliko žalostjo, da se to krči, ker sama Slovenija nima zase slovenskih duhovnikov. Če pogledamo tržaško škofijo, vsi slovenski duhovniki, ki delujejo med Slovenci v tržaški škofiji, so rojeni v Republiki Sloveniji. Niti eden ni Tržačan. Ko bi mi ne dobili pomoči iz Slovenije, od redov, od škofij in tako dalje, bi mi ne imeli več slovenskega bogoslužja in verskih skupnosti in tako dalje na Tržaškem. In z veseljem smo brali, da je najmanjša slovenska škofija poslala svojega duhovnika, enega redkih, v Argentino in je to za naše rojake v Argentini izredno pomembno. Mi je žal, da ni več Devana, ampak kaj lahko, in ker bi to njega zanimalo, ampak on je omenil, predvsem šolstvo, ampak kaj lahko Slovenija naredi, tudi mediji so izredno pomembni. Ko smo bili mladi, je imela Slovenija v Trstu stalnega dopisnika za Delo, za radio, za televizijo. In nekateri časnikarji ali novinarji Primorskega dnevnika so zaokrožali svoje prihodke s tem, da so redno dopisovali za Dnevnik, za Večer in tako dalje. Torej vsi mediji so bili s svojimi ljudmi prisotni v Trstu. Tega že davno ni. In vidimo, da posledično tudi v osrednjih medijih, v Dnevniku, tudi Draga je bila deležna velike pozornosti, polemične, kot hočete, ampak Delo je pisalo o vsaki Dragi. Danes ne obstaja več zamejstvo ne z tega, ne z mnogih drugih vidikov. In država ima inštrumente, da lahko spodbuja to. Ima davčne, ima druge olajšave, če želi, lahko to pospešuje. In mislim, da ob šolstvu je tudi to izredno pomembno. In zadnja stvar, zaradi katere mi je žal, da ni Devana, slika, ki jo je dal v našem zamejstvu, je porazna. Če se ne zavedamo, ampak 20.000 je Slovencev zavednih v Italiji. Samo v tržaški občini je bilo leta 1910-11, ko so revidirali štetje, 60.000 Slovencev v tržaški občini. To je pa celo zamejstvo, vsa meja do Kanalske doline 20.000. Ampak to nismo samo mi krivi sami, da smo premalo zavedni. To je posledica nekoč divje, pozneje elegantnejše, ampak vsekakor asimilacijske politike. To je posledica
nekaj še vedno obstoječega družbenega pritiska, kajti zakaj bi se nekdo asimiliral, če bi bili vsi enakopravni, če bi vsi živeli normalno, če bi bili enako spoštovani in tako dalje. In zato ob jezikovnih, ob vseh teh zadevah, zlasti govorim za manjšine in izkušenj, ki jih imamo na Tržaškem, Goriškem in na Koroškem, manjšina mora imeti tudi svojo politiko, mora se politično postavljati svoje zahteve in se za nje boriti. Hvala. Hvala za ta zadnji poseg, ki je bil zares tudi zadnji. S tem zaključujemo to okroglo mizo. Hvala razpravljavcem in gostom, ki so nas obiskali iz domstva, matice in zamejstva. Veliko smo odprli vprašanj, veliko smo tudi povedali, analiz, lepših, manj lepih, ampak stvarnih vsekakor. Hvala tudi publiki, da je vztrajala tudi v tem drugem delu, ki je bil daljši, in vsem tistim, ki nam sledite po spletu. Jaz se lahko samo še enkrat zahvaljujem vsem in predajam besedo Tomažu. Tako, s tem se zaključi tudi današnje predavanje in s tem tudi letošnja Draga 2024. K mikrofonu vabim predsednika Društva slovenskih izobražencev Martina Breclja za zaključni pozdrav. Draga se je vselej prizadevala za to, da bi povezovala Slovence treh Slovenij. Zato sem posebno vesel, da letos zaključujemo Drago s to razpravo, ampak dovolite tudi s temi razpravljavci. Mislim, da so se vsi trije izredno lepo izkazali. Torej, hvala dr. Ignacija Fridelj-Jarc. Zahvaljujemo se tudi zdaj že odsotnemu doktorju Devanu Jagoticu. A dovolite, da bi se posebno zahvalil odvetnici Marijani Poznič, ki je najlašč za to, da je tukaj danes z nami, prišla z daljne Argentine in to sredi delovne sezone. Mislim, da si res zasluži poseben aplavz. In jo prosimo, da ponese pozdrav tega našega foruma tudi argentinskim Slovencem. Gotovo bomo to temo obravnavali tudi v prihodnosti, skoraj gotovo tudi na prihodnji Dragi, ki bo jubilejna, 60. A zdaj naj se zahvalim pač vsem, ki so pripomogli k temu, da smo, mislim, da kolikor toliko uspešno priredili to letošnjo Drago. Bi se zahvalil tudi ostalim predavateljem in razpravljavcem. Bi se zahvalil tudi moderatorjem oziroma moderatorkam. Ne vem, če ste opazili, letos smo imeli same moderatorke, razen pri Dragi mladih. Bi se zahvalil potem tudi mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru svetega Jerneja in njegovemu dirigentu Janku Banu. Bi se tudi zahvalil upraviteljem Marjanišča in konkretno monsignorju Antonu Bedenčiču, da so nam tudi letos dali na razpolago ta prostor. Dovolite, da se zahvalim osebju slovenske prosvete, ki so se potrudili, da je ta Draga potekala, mislim, da lepo urejeno in da so tudi pomagali pripraviti ta dogodek. Lepo se zahvaljujem tudi vsem uglednim gostom, še enkrat čestitarjem doktorju Insku za Peterlinovo nagrado. In zahvaljujem se tudi zvestim obiskovalcem te naše prireditve in že zdaj vam kličem na svidenje na prihodnji 60. Dragi.